Na 18. redni seji državnega zbora, na kateri so govorili o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvi zakona o referendumu in ljudski iniciativi, je poslanec Desusa Beno Kopmajer zasedel govorniško mesto in pokazal, da nima pojma, o čem teče beseda. Nobenih resnih varnostnih zapletov ni bilo, tudi varnost prebivalcev in ne nazadnje beguncev. Prosim, a kaj smešnega? Ja, mogoče to za vas. Gospod Beno Kopmajer, to ni točka dnevnega reda. Prosim. To ni točka dnevnega reda. Točka dnevnega reda je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o referendumu in ljudski iniciativi. To se pa opravičujem. Pardon. Se opravičujem. Kaj zdaj? Hvala lepa. Kaj zdaj? Laufi po papirje, Beno, po ta prave. Joj, smo mi v dreku, kakšne ljudi imamo v državnem zboru? Upam sam, da se ne znajde kdaj na kakšnem pogrebu, da bo mogel govoriti. Lagam rado poročenca. Kaj zdaj? Dobro, da ni kelner. En macchiato, prosim. Izvolite, jastok s testeninami. Kaj zdaj? Ali pa ni šel za kirurga. Gospod Beno, s srcem ni nič narobe, veste, prostata je. A ja? Kaj zdaj? Je pa res, da je za naš DZ dosežek že to, da so ugotovili, da berejo na napačni temi. Čeprav so se to rabili celi 2 minuti. Je pa dosežek. Voda. Novica dneva pa je, v Valdoltri so kot prvi v Sloveniji uspešno opravili transplantacijo meniskusa. Kaj se pa vi greste? Valdoltra, ne se šopirit. Klinika Medikor vsake 3 mesece pozdrav človeka, ki sploh ni bolan. Tako da, ko boste na tej stopnji, se bomo pa naprej pogovarjali. Bavčar, upam, da je vse okej in da ti več ne teče z nosa. Pa v Ljubljani so specialci razstrelili šolsko torbo, ker so mislili, da je bomba. In zdaj je nekje en ubog šolar, ki mu učiteljica ne verjame, zakaj nima naloge. Tršica, policaj, so mi torbo razstrelili. Ja, Marko, tako kot prejšnji teden, ki ti je pes pojedel. In ko smo pri bombah, iz zimskega spanca se je zbudil tudi umetnik Republike Borut Pahor in na stadionu Kodeljevo skupaj s prijatelji poustvaril Benny Hill sketch. Kot vidite po outfitu, je iz vesolja od zdaj poleg kitajskega zidu in piramid viden še Pahor. Mislim pa, da nam je Borut med vrsticami povedal razlog, zakaj je šel v politiko. Ampak tisti, ki se mu zdi, da je za šport, pa okleva, ne poskusi. Tukaj je veliko lepih doživetij. Ja, to si govoril kot otrok. Jaz morda nisem za politiko, ampak bom poskusil. Izkušnje bodo gotovo lepe. Vem, da bo pot zabavna. Vem, da me čakajo avanture. Čakajo me neizmerne dogodivščine. Marsikatera nepozabna. Zakaj ne bi poskusil? Zakaj bi se držal nazaj? Zakaj bi upravljal nek dolgočasen poklic? Morda bom splačal 3000 evrov, težko preživel. A se bom žrtvoval? A se bom žrtvoval? Gospod predsednik, ja. Izkušnje so lepe, ker vemo, da ni vsak za vse. Ni vsak za šport. Vsak ima svoje afinitete v življenju in niso vsi za šport, kot nismo vsi za... Za politiko. Bodimo iskreni in pejmo naprej. Hvala za ogled. Ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22:40 na Planetu. Hej, tujec! Polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.